Smo live, pozdravljeni, živijo. Evo, ponovno live. Vedno preden grem na tale live, moram kar parkrat globoko zadihati, preden pritisnem live, ker se toliko ene energije nabere, toliko enih v bistvu misli in čustev, ki prodirajo vame in tudi ki prodirajo v bistvu vse nas. In današnja tematika so napetosti v telesu. Evo, in ravno s tem se je začelo. Ne? To se pravi, vedno preden v bistvu grem live, ne? Preden pritisnem to tipko live, evo, in zdaj me bojo ljudje gledali, kaj pa zdaj, ne? Se pojavi neka energija v telesu, neka napetost v telesu je to za mene. Jaz občutim kot neko napetost, ne? In kaj so te napetosti in kako s temi napetostmi ravnati. Evo, čau Daša, čau Nadja, evo, to se pravi, familija se je zdaj priključila po Nadjini strani. Zdravo Breda. In kaj so zdaj te napetosti, pa kaj je ta napetost, ki jo jaz občutim, preden v bistvu se začnem takole pogovarjati z vami. In kako lahko spremenimo te napetosti, kako lahko te napetosti v naših telesih pretvorimo v lahkotnost v našem telesu. In sigurno se je že vsakdaj v življenju oziroma ali pa se sooča z napetostjo v telesu in vprašanje je, kako zdaj to napetost transformirati in priti do neke lahkotnosti v našem telesu in v našem življenju na splošno. Danes bomo govorili o tem, o telesu in pa tudi o telesnih procesih Access Consciousnessa, ki pomagajo telesu, da se osvobodi teh napetosti. In zdaj, če jaz pogledam, to se pravi, pri teh napetostih so določene misli in določena čustva, ki so zaklenjena v naša telesa. Če se spomnite vi, ko ste bili otroci, ali pa če pogledate kjerkoli otroka, vidite, kako je on v bistvu poln energije, poln, v bistvu energijsko pretočen, poln energije, vesel je. On nima nekih konceptov v glavi, nima nobenih konceptov, on samo sledi energiji in tudi mi smo sledili energiji, ko smo otroci. Nima nekih miselnih konceptov, kaj je prav, kaj je narobe, nima nekih čustvenih, bomo rekli, čustvenih spominov, ki so povezani z čimerkoli. Ne? To se pravi, je dokaj, bomo rekli, energijsko čist. Ne? In kakor mi nekako začnemo, mislim, kakor mi v otroštvu se odraščamo oziroma živimo v otroštvu, kakorkoli bi temu rekel, mi pobiramo te stvari iz okolice, pobiramo določene misli, pobiramo določene koncepte, pobiramo določene konstrukte in to zaklenemo v naše telo. Ne? Hkrati pa pobiramo tudi določena čustva od naših staršev. In velikokrat, ko smo mi bili ta prostor, ko smo mi bili, bomo rekli, energizirani, veseli, ker smo samo sledili lahkotni energiji, je bilo to za okolico moteče. Je bilo moteče zato, ker je to njim predstavljalo neko grožnjo oziroma niso bili navajeni te lahkotnosti. In so nekako v nas to lahkotnost umirili, bomo rekli, ne? So rekli, da se umirne. Zato, ker so tudi oni doživljali podobne stvari. Ne? In mi kot otroci potem te misli in ta čustva in vse te koncepte in vsa ta čustva, ki jih poberemo iz okolice, zaklenemo v naše telo. In zato potem, ko odrastemo, se nam v takšnih situacijah, kot je recimo pri meni, preden grem live, čutim neko napetost, čutim neki, kaj pa če zdaj ne bom imel kaj zapovedati, kaj pa če me bodo ljudje obsojali, kaj pa če ne bom povedal kaj prav. In vse te stvari se začnejo vklapljati. Vse te vsiljive misli, včasih, ne vem, ker jezni ratamo, pa sploh ne vemo zakaj, ko se nam določene stvari sprožijo, predvsem v intimnih odnosih se to velikokrat dogaja. Nekdo nekaj reče, žena nekaj reče ali pa mož nekaj reče in kar v bistvu se začne neka energija
takole v tep nabirati in bi kar znoro, ali pa kar rataš kar prestrašen, ali pa kar ljubosumen, ali pa kar žalosten. Skratka, nekaj se začne dogajati. Ne? In to so te napetosti v telesu in kaj velikrat mi naredimo, je, da se tem energijam, ki smo jih kot otroci čutili pa jim sledili, smo se potem naučili, ko smo bili, ne vem, ali kregani, ali nam je nekdo rekel, to pa ni prav, da delaš, to pa narobe, ne? Čeprav si ti vedel, da je ok, ker si sledil energiji in si se počasi naučil, kaj je prav in narobe in si se začel tem energijam, določen del energiji, določen del sebe si začel rezati, ne? In si odrezal en del, odrezal drug del, odrezal tretji del, ker si se naučil, aha, to je narobe, to je narobe, to je narobe, ne? Tako ne smem čutiti, tako ne smem misliti in mogoče si bil zato celo kdaj kregan, mogoče celo fizično tepen, mogoče si bil čustveno, ne vem, se je kdo zadrl na tebe ali pa kakorkoli, se je malo strašil in kaj si takrat naredil, zaklenil si, odrezal si del sebe in si rekel, ok, naslednjič, ko pride ta energija, moram zbežati stran, se jo moram izognati, jo moram potlačiti. Ne? In ko pridejo te energije in k čemu se velikrat izogibamo, ne? Katerim energijam se velikrat izogibamo, ne? Čeprav si jih želimo si lahkotnosti, želimo si veselja, želimo si, da bi imeli dobre odnose, želimo si, da bi bili ljubljeni, ne? Skratka, želimo si to enako občutek, ko se sprehodimo zjutraj skozi gozd. Evo, pa nobenega ni, vsaj za mene je to, ne, mogoče za koga kaj drugega tako prijetnega, ne. Ko kar dobiš ti občutek prostora, zdaj pa lahko končno zadiham, evo, tako, kar odpre se ti. No in te energije se velikrat izogibamo, čeprav se čudno sliši, čeprav si jo toliko želimo, ne, se izogibamo te lahkotnosti, temu prostoru, ne, da smo manj zaklenjeni v svojem telesu. In kaj sem hotel reči je, da ko pride do teh energij, ki smo jih mi odrezali, za katere smo se odločili, da so narobe, se vklopijo določeni obrambni mehanizmi. In se mi ali ustrašimo, ker hočemo, v bistvu, kaj delamo? Mi delamo blokado. Ne? Ko pride do teh energij, zablokiramo in delamo blokado. Ne? In se v bistvu skrčimo, ne da smo on space, ful, dobro, evo, v gozdu sem, lahko zadiham, fenomenalno, ampak se skrčite noter. Ne? Recimo, ko se kdo zadere na vas, ali pa ko ste bili otroci, če je kdo ne vas zaupil, ne? Se kar skrčiš noter, tako v sebe greš in se zakrčiš. Ne? In to velikrat potem naredimo, ko pride do teh energij, ne? Ko pride do tega, v bistvu, ko bi lahko prišla lahkotnost, rečemo, ali se ujezimo, ali se prestrašimo, ali smo žalostni, ali se začnemo počutiti krive in s tem blokiramo, da pride, da dobimo dostop do vseh energij, okay? Da se energijsko odpremo, da postanemo prostor. Zdaj, te napetosti naše so skrite v fizičnem telesu, pa v energijskem prostoru, ki je del našega telesa. Lahko bi rekli, ne vem, energijska telesa, imamo več imen, ne? Vsak to malo drugače poimenuje, ne? Neka energijska telesa, v katerem so te informacije skrite. In mi zavestno ne moramo pomisliti na njih, ker se ne spomnimo. Ne? Ko pride čustvo, pride kot trigger, pride kot v bistvu avtomatizem, v bistvu to so neke avtomatske misli in čustva, pride kot avtomatizem in mi ga niti ne moramo zavestno, to je bilo pa zato, ker sem takrat kot otrok sem nekaj rekel in pol so me, ne vem, kregali in zdaj se zaradi tega bojim. Nimamo dostopa do tega in to je v bistvu v tem energijskem prostoru, ki presega, ki ni samo v podzavesti, ampak ki presega podzavest, ki ni fizičen prostor, ki je energijski prostor, ki presega naše fizično telo in presega naše v bistvu neko kognitivno dojemanje.
Evo. In zdaj, to se pravi, to so neke napetosti v telesu. Če se spomnim, ne vem, 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj, kakšne napetosti, mislim, tako grozne, ne bom rekel grozne, pač napetosti v telesu sem jaz imel. Ne. Prav spomnim se, kako sem bil vedno, ne vem, če vidite tu, sem imel mišice v bistvu napete, tako, zelo velike sem imel napete. In potem sem se tako sam sebe ujel, kaj sem pa jaz toliko napet, ne, v bistvu, in potem sem sprostil mišico, ampak velikrat sem bil tako napet, kakor da si v stanju pripravljenosti na boj, ne? Skozi si v bistvu tako, skozi si zakrčen, ne? Sploh se ne moreš sprostiti. Velikrat sem bil tako in zdaj zahvaljujoč v bistvu telesnim procesom pa Access Bars tehniki, ki jo tudi sam učim, se je to ful sprostilo. In zdaj pa drugi del, ne, kako se teh napetosti osvobodimo. Telesni procesi Access Consciousnessa so ena izjemna stvar. Oziroma, tako je, imate ogromno tehnik, ki vam pri tem pomagam. Mogoče celo vi v komentar napišete, bi zelo rad slišal pa zvedel od vas, kaj pa je vaš način, da se vi sprostite in da se povežete sami s sabo. Evo, mogoče, če v bistvu imate kakšno idejo, lahko zapišete v komentar. Da še pozdravim Tjašo, Valentino, Lariso, zdravo, Damjana, Ano, Aleško, evo, zdravo, pozdravljeni vsi, tisti, ki ste že gor, pa tisti, ki ste bili, pa tisti, ki boste še gledali. Veliko tehnik obstaja, ampak za mene osebno so bile tehnike Access Consciousnessa v največji doprinos. Z njimi sem se najbolj lahko sprostil in odklenil omejitve iz mojega telesa, odklenil napetosti iz mojega telesa, odklenil določene avtomatske programe iz mojega telesa. To so tisti programe, o katerih smo prej govorili. Ker misli pridejo, ker čustva pridejo, sploh ne veš od kje, ker pride, ne. In s telesnimi procesi, kako se izvajajo telesni procesi, z polaganjem rok na telo, ne, to so telesni procesi, potem imamo Access Bar, so točke na glavi, se z pritiskanjem določenih točk na glavi sprostimo, gremo v teta stanje. Ampak danes bomo bolj govorili, mogoče, lahko govorimo o obeh teh mogoče tehnikah. In v Access Consciousnessu je telesnih procesov prek 60. In vsak telesni proces aktivira določene energije v našem telesu, ki niso zavestne, ki niso miselne, ki niso racionalne, ki niso na miselni ravni, ki niso na čustveni ravni, ki niso na podzavestni ravni, ampak širše od tega. So na energijski ravni, so v nevidnem polju nekje hranjene. Ne? In ko mi zaganjamo te energije po telesu, se začne naše telo osvobajati. In eden izmed načinov, energij, ki jih lahko zaženemo na našem telesu, je odstranjevanje in izkoreninjenje utelešenja preteklih misli in čustev. Okay? To so te stvari, o katerih smo malo prej govorili. Čustva, misli, ki so zaklenjene v našem telesu in se jih nikakor ne moramo znebiti. Tudi te napetosti, o katerih sem govoril, ki jih imam jaz preden začnem live, ne, so posledica tega. Ne? In tega se lahko osvobodimo in začnemo osvobajati. Za nekaterega to traja dlje časa, za nekoga pa v bistvu lahko že samo ena seansa popolnoma spremeni življenje. In kaj mi v bistvu s temi procesi delamo? Odpiramo se prejemanju. Več energije lahko prejmemo. Kot sem prej rekel, ko smo bili otroci, smo določen del sebe energijsko, določene energije smo odrezali, ker so nam drugi rekli, niso ok, to moram porezati. In ti ne živiš potem energijsko sebe, ne moreš prejeti vseh energij. Okay? Mogoče ne moreš prejeti žalosti, ne? Mogoče ne moreš prejeti jeze. To se pravi, en del ti blokiraš in se upiraš temu. In zaradi tega upora nastajajo napetosti v telesu. In z telesnimi procesi pa te energije mi zaganjamo in odklepamo omejitve. Ok, čisto enostavno rečeno. In koga, to se pravi, tako bom rekel, jaz imam delavnico
več delavnic telesnega procesa. Ena izmed delavnic telesnega procesa bo jutri ob 6. zvečer na Vranskem, to je 20 minut iz Celja, 20 minut iz Ljubljane. In bo telesni proces, ki se bo nanašal ravno na to tematiko, ki smo jo govorili danes. Odstranjevanje in izkoreninjenje utelešenja preteklih misli in čustev. In s telesnimi procesi se tega osvobajamo na energijski ravni iz subtilnih teles. Okay? Je nebesedno, mi ne moramo tega obesediti. Ampak je to pripeto na naše telo in preko telesnega procesa odstranjevanja misli in čustev se mi osvobajamo vseh teh omejitev, vseh teh napetosti na energijski ravni. Vsak telesni proces aktivira in odklepa določene omejitve. Tokrat bomo na telesnem procesu govorili, odklepali pretekle misli in čustva. Z polaganjem rok na telesu, z aktiviranjem teh energij, z telesnim procesom in kdor bo prišel na delavnico, se bo tega telesnega procesa naučil in ga bo lahko izvajal. Ali na sebi, ali na drugih. In ti telesni procesi so meni pomagali, bil sem že na več body klasih, Parnadi, pa tudi zdaj sem bil pred kratkim v Švici, kjer smo 3 dni skupaj delali telesne procese. Si predstavljate, 3 dni dela nekdo, oziroma si izmenjuje z nekom telesne procese in odklepaš energije. In to je lahko na kratek rok je lahko zelo naporno. Jaz sem po prvem delu body klasa sem vedno čist izmozgan v bistvu, rabim več spanca. Zakaj? Zato, ker je telo začelo nekaj procesirati, nekaj je začelo odklepati. Ampak na dolgi rok, to se pravi, potem par dni posnej se ti pa kar odpre določen prostor in lahko prejmeš več. Bolj si živ, bolj si ti, bolj si ta prostor energijski, ne? Ker mi smo neskončna bitja, nismo samo to telo in bolj se odpiraš v tem prostoru, bolj se odpiraš lahkotnosti. In v bistvu to je ključ, to je v bistvu namen vseh telesnih procesov, da odklenemo vse te omejitve na vseh nivojih, na miselnem, na čustvenem, na nivoju občutkov, na energijskem nivoju in se začnemo odpirati lahkotnosti. Da dobimo več lahkotnosti v naše življenje, da prejmemo, da naše življenje živimo with ease, joy and glory, to se pravi z lahkotnostjo, radostjo in veličastnostjo. In to je tudi namen Access Consciousnessa in tudi te telesni procesi so del Access Consciousnessa. Tako da, evo, govorili smo o napetostih v telesu, s čim so povezani, kako nastanejo, da so velikrat na energijski ravni, na nevidni ravni in ko to ravno odklenemo, se tudi napetosti v našem telesu sprostijo. Ne? Jaz na srečo nisem imel nikoli nekih fizičnih težav, sem imel pa vedno napetosti v telesu, ampak vse te energijske napetosti, vse te misli, čustva, občutki, ki jih imamo zaklenjeni v naša telesa, pa velikrat niti ne vemo, pripeljejo počasi tudi do fizičnih težav. Jaz jih na srečo nisem imel, marsikdo od vas, pa mogoče ali pa od koga, ki jih poznate, pa jih ima. Ne? In ti telesni procesi so ključ za odklepanje teh omejitev, da lahko mi to spremenimo. Ker mi moramo razumeti, da mi to kreiramo. To mi kreiramo z našimi pogledi, z zaklenjenimi čustvi. To je naša kreacija. In ko mi dobimo dostop z telesnimi procesi do energijskega prostora, kjer smo vse to zaklenili, lahko to spremenimo in se to spremeni. In že po enem telesnem procesu, že po eni seansi se spremeni ogromno. Potem pa nekdo rabi več, nekdo rabi manj. Ne? V Celju bomo tudi kmalu organizirali izmenjave, kamor boste lahko tisti, ki ste bili na Access Bars delavnici, tisti, ki ste bili na delavnici kateregakoli telesnega procesa, vsak teden, enkrat na teden prišli in se bomo tam dobili in se boste lahko izmenjevali te procese in rastli v tem in postali vedno bolj prostor, vedno bolj lahkotni v tem v bistvu energijskem prostoru in odklepali vedno več omejitev. Tako da, evo, cool. Jaz upam, da vam je bilo zanimivo, da ste kaj novega zvedeli, da smo že v bistvu, dajmo ozavestiti, koliko smo že danes s tem pogovorom, s tem, ko vi poslušate ta pogovor, koliko se je enih stvari odklenili. Kakšno spremembo smo že zdaj naredili s tem pogovorom, ko smo to spustili v eter, ko sem jaz to spustil v eter, ko ste mi meni svojo prisotnostjo to pomagali kreirati, ker vsi smo povezani. In kaj bi bilo potrebno, da imamo popolno lahkotnost v naših telesih in vse, kar nam onemogoča, da bi popolno lahkotnost v naših
telesih prejeli z neomejeno lahkotnostjo. Dajmo to uničiti in odkrivati. Se pravi, dajmo uničiti in odkrivati vse podzavestne omejitve, ki jih imamo. Vse, kar nam onemogoča, da bi naredili korak naprej v našem življenju in se odprli lahkotnosti z našim telesom in z našim življenjem na splošno. Kakšne so neomejene možnosti za lahkotnost v našem življenju in v naših telesih. In vse, kar nam to onemogoča, vse podzavestne mite, vsa prepričanja, vse, kar smo se naučili v otroštvu, vse, kar smo se naučili v prejšnjem življenju, v prejšnjih življenjih, vsa čustva, misli, občutki, ki so pripete na to in vse energijske blokade, ki jih sploh ne moramo videti, sploh ne vemo, da jih imamo, ker so nam nedostopne, ker so zaklenjeni nekje v energijskem prostoru, dajmo to uničiti in odkrivati. Okay, že samo, ko to rečemo, da uničimo in odkrivamo, se začne dogajati. In ko postavimo vprašanje je eno izmed temeljnih orodij Access Consciousnessa, ko postavimo vprašanje, dobimo dostop do energijskega polja in do vseh informacij tega vesolja. In ko postavimo vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da imamo popolno lahkotnost, da imamo neomejeno lahkotnost z našim telesom, se energija že razširi, če ste zaznali. Se energija začne širiti in dobite dostop do energijskega polja in do več lahkotnosti. In dobite dostop do zavedanja. Ker vsakeč, ko postavite vprašanje, začne energija k vam pritekati. Okay? Zato, ker se odprete energijsko. Vprašanje vedno odpira. Če bi postavili zdaj odgovor, pa bi vam jaz rekel to, se že nekako bolj zakrči, ker delujemo iz zaključka, delujemo iz odgovora, delujemo iz tega, kaj je prav, pa kaj je narobe. Ko pa postavimo vprašanje, pa presežemo to. Okay? Presežemo in se odpremo energijskemu toku, ki začne dotekati k nam v obliki zavedanja. Mi bomo potem dobili informacije, ko bomo postavili vprašanje, lahko takoj, ne pričakujemo odgovor, lahko dobimo takoj, lahko pa čez, ne vem, en teden, 2 tedna, 3 tedne, 2 dni, par dni. Ok, da pozdravim še Niko, Megi, Kreatina, evo, super, pozdravljeni vsi. Evo, to je to za danes. Če bi koga zanimala delavnica, ki bo jutri, imamo še nekaj mest prostega na Vranskem ob 6. uri zvečer. Boste najdeli nekaj link, kamor se lahko prijavite, pa tudi v mojih drugih delavnicah. Tako da, evo, mislim, da je to, kar sem imel povedati za danes. Upam, da mi je bilo zanimivo, da ste prejeli kaj, da smo že danes, v bistvu smo že danes samo s tem nekaj spremenili. In kaj lahko mnogo ustvarimo in kaj lahko mnogo spremenimo skupaj. In to je to. Evo. Hvala vam vsem za pozornost in